Ekipe trojki 16 posavskih osnovnih šol so na kvizu Mladi genialci odgovarjali na vprašanja, ki so jih sestavili energetski strokovnjaki. Zmagali so učenci iz osnovne šole Jurija Darmatina Krško. Všeč jim je bilo skupinsko delo, motivacija pa novo znanje iz pridobivanja energije in delovanja elektrarn. Tudi računalnika, ki so ga dobili za nagrado, so bili veseli. Je zelo pomembno, da smo tudi mladi ozaveščeni o tem, saj menim, da je v šoli premalo časa posvečeno tem temam. Tudi mi, ki smo veliki porabniki energije, prispevamo k globalnemu segrevanju. Juretu se je najzanimiveje zdelo raziskovati, kako se pridobiva jedrska energija, saj pravi, da je zaradi nevednosti med ljudmi veliko tabujev o nevarnosti jedrskih elektrarn. Glede na to, da jedrska elektrarna več kot polovico svojih investicij nameni za varnost, je ta skrb odveč. Samooskrba se mi zdi pomembna za neko energetsko neodvisnost, sploh naprimer sončne celice. Prednost pa je tudi to, da nekatere sončne elektrarne so povezane tudi s celotnim državnim elektroenergetskim sistemom in tista energija, ki je odjemalec ne porabi zase, steče tudi k drugim. Zagotovo je to velika investicija, ampak verjamem, da se na dolgi rok to bolj izplača. Najbolj vprašljivo se jim zdi pridobivanje energije iz termoelektrarn, saj z uporabo fosilnih goriv pripomoremo k velikim količinam izpustov toplogrednih plinov. Ampak bolj kot sončne celice bi lahko naša država na bolj prevrtenih grebenih začela graditi vetrne elektrarne, saj menim, da imamo tukaj zelo veliko neizkoriščenega potenciala. Mladi so prepričani, da smo prav vsi lahko energetsko manj potratni tako, da se več vozimo s kolesom, uporabljamo javni prevoz, ugašamo luči oziroma uporabljamo varčnejše sijalke ter ugašamo gospodinjske naprave, kadar jih ne uporabljamo.